Ups. Zdaj bi se jaz lahko nekaj izgovarjal, da imam tukaj na sred polja pisarno in da službeno delam. Ampak v resnici sem nekaj objavil na socialnem omrežju in sem zdaj šel gledati, koliko ljudem je bilo to všeč in kaj so kaj komentirali in tako naprej. In to vsi počnemo, se mi zdi. In zato sem nekoč razmišljal o tem, kaj bi se zgodilo, če bi nekaj objavili in bi bil totalen molk. Ali pa še huj, nekaj bi objavili in se bi ljudje spravili na nas. In tako sem jaz potem napisal roman Zvezde vabijo. In glavna junakinja v romanu je punca, ki zelo lepo poje in se tudi vsi strinjajo, da lepo poje. Ko se pa prijavi na tekmovanje pevskih talentov, se pa nenadoma ves internet obrne proti njej. No vsi, od prvega do zadnjega. To je pa skrivnost. In ta skrivnost seveda zanima tudi njenega brata in mlajšo prijateljico. In ta dva se naredita načrt, kako bi to skrivnost razkrila. Ki se pa pokaže vse bolj zakompliciran, seveda, vse se zaplete in ona dva začneta dvomiti, če bosta uspela, če bosta lahko to res sploh izvedla. Ampak to so neki dvomi, ki jih imamo vsi. Čak, ankoli ne dvomiš vase? Kako je to mogoče? Čakamo, kakšno vezo ima pa to s kretenizmom, prosim lepo? Nič? Ne, ni me sram. Včasih se moramo odklopiti od interneta, zato da se lahko priklopimo nase. Zvezde vabijo tudi vas.